Lepo pozdravljeni vsem. Ponosna sem, da smo danes tukaj tako številni. Sploh pa, ker so... se sliši? Ponosna sem, da smo danes tako številni tukaj. To je to. Sem članica civilne iniciative za prostovoljno cepljenje. Vanjo sem se vključila po rojstvu mojega otroka, kar je nedolgo nazaj. In v civilni iniciativi smo si zadali nalogo, da se zavzemamo za odpravo obveznega cepljenja in ukinitev kaznovalne politike staršev, ki cepljenje odklanjajo. Cepljenje predstavlja tvegani poseg v telo posameznika, še posebej, ko je to dojenček z nerazvitim imunskim sistemom. Stranskih učinkov je malo morje, zato je toliko bolj pomembno, da se o takem posegu odločamo sami, ne pa da nas v to sili zakon. Zaradi neprimernega zakona so konflikti med starši in zdravniki neizbežni, zaupanje v zdravnike pa precej načeto, če ni že izgubljeno. Na svoji življenjski poti sem imela možnost študirati naravno medicino in spoznati veliko zdravnikov, med temi pediatre, homeopate, psihologe, psihiatre, v Italiji seveda. Vsi ti zdravniki se s cepljenjem niso strinjali in so ga smatrali kot nepotreben poseg v zdravo telo. Njihov pogled se mi je zdel in se mi še vedno zdi logičen, premišljen in etičen. To, da šele ko sem bila noseča, sem se zavestno poglobila v tematiko cepljenja in stvar me je hudo pretresla. Pretresle so me izkušnje staršev s poškodovanimi otroci. Pretresel me je odnos pediatrov do staršev. Njihova brezbrižnost do otrok s težavami. Kako to spregledajo? Komentar mamice je nazoren. Če bi veljalo pravilo, da 1 na milijon utrpi hujše posledice, bi Slovenija že zdavnaj presegla 2 milijona. Teh poškodovanih otrok se ne da spregledati. Med nami so, njihovo število pa raste z vsakim dnem. Pediatri so pozabili, da so tam zaradi malčkov in njihovih staršev. Zakon obveznega cepljenja jim daje vso moč, odgovornosti pa jim ni treba prevzeti. Vzeli so si moč, da zanikajo legitimne pomisleke o varnosti cepiv. Ko pride do stranskih učinkov po cepljenjih, si upajo zanikati povezavo s cepivi, ne da bi opravili predhodne preiskave. In še enkrat ponavljam, brez kakršnekoli pravne odgovornosti. Ta zakon je povsem na strani proizvajalcev cepiv, izvajalcev cepljenja in državnih inštitucij, ki jim je v interesu posel s cepivi ali drugače povedano denar. Dovolj je sprenevedanja. Gre se za zdravje naših otrok, slovenskih otrok, otrok vsega sveta. Starši smo edini, ki odgovarjamo za svojega otroka in ne dovolimo, da se krši pravice naših otrok. Da jih mi kot starši zaščitimo pred zablodami farmacevtskih družb. Pediater in zdravniška doktrina, ki ne sliši, ne vidi in ne govori o stranskih učinkih cepljenja, podpira mafijsko ureditev. V italijanščini se temu reče omerta. Človeka ustrelijo na cesti, vsi gledajo, a nihče ne vidi nič. Zaradi takega nesprejemljivega odnosa strani pediatrov in ostalih zdravnikov se nekateri odločajo za zdravnika v tujini, kjer so deležni spoštljivega in etičnega odnosa. Za svojo diplomsko nalogo sem se ukvarjala s človekovimi pravicami in očitno je, da se v tem primeru dogaja sistematsko kršenje osnovnih človekovih pravic. Kljub temu, da smo doživeli grozote holokausta, da smo z Nürnberškimi procesi zaščitili nedotakljivost telesa, še vedno si nekateri domišljajo, da o cepljenju sami ne moremo odločati. Gospodje doktori, vaša integriteta in kredibilnost sta na kocki. Zdravniki zaprisežejo, da ne bodo škodovali nikomur. Danes bi morali biti tukaj, v prvih vrstah, na naši strani.
Zdravniki, ki ne sledijo Hipokratovi zaprisegi, si ne zaslužijo naziva zdravniki. Kvečemo jim lahko rečemo birokrati, tehnični delavci, ki izvajajo trenutno doktrino. Tisti, ki to ni, se zaradi teh obtožb ne bo počutil užaljenega ali poklicanega, da obrani celoten zdravniški sistem. Ker ta sistem ne deluje, ta sistem je potrebno spremeniti, radikalno. Mi to danes počnemo. Naša svoboda odločanja se ne more biti pogojevana s prepovedjo vstopa v vrtec ali v šolo, kot bi si nekateri želeli. To je še vedno prisila, prepovedana z ustavo. Moja osebna pozicija je radikalna. Cepljenje v moji filozofiji zdravega življenja nima kaj početi. Ideja cepljenja izhaja iz nevednosti, neznanja in arogance. Ne poznamo do potankosti delovanja našega imunskega sistema, pojma nimamo, kaj se zgodi, ko neke tujke, viruse, toksine in antibiotike vbrizgamo v telo. Vsaj ne z kliničnega vidika. Vsako telo se odzove na svoj način in smo priča tem odzivom. Staršem ne morete lagati večno, ker to doživljajo pri svojih otrocih. Alopatska medicina si domišlja, da je višek medicinskega napredka, da je edina medicina, vse ostalo je alternativa. Če si nekdo domišlja, da je vse mogočen, ni Bog, ampak ima osebnostno motnjo. Naravne oblike zdravljenja so z nami že tisočletja, ta sistem pa si na vse pretege želi, da bi to znanje pozabili. Priča smo veliki manipulaciji, ko nam želi otroške bolezni predstaviti kot nekaj strašnega, česar se je treba izogniti. Narava je poskrbela, da te bolezni prebolimo v otroštvu, kot nek obred prehoda za imunski sistem. Cepilska dogma te naravne danosti ne spoštuje in ne sprejema. Otrokovemu imunskemu sistemu želi odzeti možnost za naravno zorenje. Imunski sistem je podlaga za našo osebnost. Je to, kar notranjost ločuje od zunanjosti. Brani naše meje. Če to uničimo, kaj nam ostane? Povrniti je treba spoštovanje inteligenci našega telesa. Vedeti moramo, da ima vsak izpuščaj nek pomen, da ni to normalno, temveč je znak, da se v telesu nekaj dogaja. Kdor se nauči brati jezik telesa, bo lažje razumel, kako odpraviti vzroke težave. Mi smo odgovorni za to, da se ta jezik naučimo, kar je to na koncu edino pomembno. Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje v lastno zmožnost ozdravljenja. Ne prelagajmo te odgovornosti na zdravnike, ker je niso sposobni sprejeti. Nimajo dovolj znanja. Telo je naše in samo mi ga najbolje poznamo. Tako tudi mama najbolje pozna svojega otroka, ki je v prvih letih življenja še vedno del nje. To telo je edino, ki ga imamo, da v vsej polnosti izkusimo življenje na zemlji. Ne dovolimo, da arogantni zdravniki zanikajo to našo vez, svetost tega odnosa z zamahom roke. Mame vemo, ko je nekaj narobe, pa nam neprestano govorijo, da ta šesti čut ni vreden. Ne bodite paranoični, no. Zapomnite si, da so prvi nasprotniki cepljenja bili zdravniki, ki so v praksi videli hude posledice in smrti po cepljenjih. To ni neka modna muha. Gibanje za osveščanje o nevarnostih cepiv obstaja že odkar je bilo razvito prvo cepivo. Vsi, ki ste danes tu, ste pokazali, da še obstajamo ljudje z globokim spoštovanjem do narave, do naših teles, do osnovnih pravic
ki bi jih privoščili vsakomur. Svoboda odločanja ni samo za nas, ampak tudi za vse ostale, ki še ne razumejo, kam politika prisile vodi. Želim si, da je to dan zmage nad represivnim sistemom. Hvala. Kar nekaj ljudi, vidnih tudi tistih vidnih v medijskem prostoru, se nam je oglasilo. Eden med njimi je Tomo Križnar, ki je seveda danes nekje drugje, verjetno veste kje, poslal, napisal nam je tole. Imam 3 otroke. Pri vseh 3 porodih v Sloveniji in Avstraliji sem bil zraven. Od samega začetka vseh 3 novih življenj sem skušal biti prisoten. Biti oče je tako kot biti mati glavni smisel življenja z veliko začetnico. Noben sistem vso zgodovino vse do danes ni mogel zamenjati matere in očeta. Ne za Boga, ne za obljubljena nebesa na nebu in ne za obljubljena nebesa na zemlji. Niti zdaj za dobiček, privilegije in prestiž. Pri vseh 3 novih življenjih sem tako v Avstraliji kot v Sloveniji skušal od obeh sistemov zvedeti vse o tveganjih v zvezi s cepljenjem. Nikoli mi ni uspelo spoznati vse resnice. Oba sistema sta nastopila kot totalitarna. Uradniki so me prestrašili tako zelo, da sem vsakič brezpogojno pristal na cepljenje. Vsi 3 moji otroci so bili cepljeni tako, kot sta zahtevala oba sistema. Zaradi svojih osebnih izkušenj zato podpiram pobudo za pravico do svobodne odločitve. Ni res, da vse vemo. Umišljamo si, da veliko vemo. Le če si bomo priznali, da verujemo v splošno sprejete mite zaradi ekonomskih in političnih interesov, utegnemo najti več resnice. Družba mora biti osnovana nad čim več resnice. Do resnice ima pravico vsak državljan. Tomo Križnar. Kdor jo hoče kratiti samo človečnost. Tega pa nihče nima pravice početi. Ne posameznik, ne državna oblast. Saj s tem, ko oblast tako deluje proti svojim državljanom, izgubi vso svojo legitimnost. Ali nam torej naša oblast prizna človekove pravice, ali pa to ni naša oblast? Če pa to ni naša oblast, potem jo lahko zamenjamo. Skupaj, združeni, vsi, ki se zavedamo, da je svoboda naša najbolj dragocena dediščina, dobljena od prednikov in predana potomcem. Osebna svoboda tukaj in zdaj, ne tam nekje drugje, zapisana, pozabljena, temveč resnična. Svoboda živega telesa in človeškega uma. Če ne drugače, se lahko združimo v, na primer, stranko radikalne demokracije, pridemo v večino v parlament in namesto tiranije ustoličimo svobodo. Svobodo, ki nam pripada po deklaraciji o človekovih pravicah in ustavi, ki pa je na njej temelji in iz nje izhaja. Hvala lepa. Naslednja govornica na današnjem mirnem protestu za svobodo odločanja, gospa Sonja Klepš. Dober dan, mene veseli, da nas je toliko veliko, bom pa kar opisala našo zgodbo. Moj otrok je po drugem cepljenju pri 4 mesecih doživel hudo alergično reakcijo na cepivo. Pred tem dogodkom se o cepljenih nisem kaj dosti spraševala in nisem niti dvomila. Šla sem na cepljenje kot kaliček v klavnico in o možnih stranskih učinkih nisem vedela ničesar. Razen če naštejem opombe o morebitni oteklini, namesto voda pa malce povečani temperaturi. Ko je dojenčku po cepljenju iz obvodne rane preteklo nekaj kapljic krvi, sem mimogrede vprašala, če gre po tem posegu lahko kaj narobe. Pa je pediatrina le odvrnila, vi ste pa preveč po internetu brskali. Pa je šlo narobe. In to zelo. Čez 12 ur sem se z dojenčkom z izbočeno fontanelo, s svilečim jokom in takim zelo neodzivnim
znašla na infekcijski kliniki, kjer so mu vzeli liko iz hrbtenjača in potrdili, da gre za meningitis. Meningitis le kako? Na to vprašanje in še mnogo druga, ki so se mi pojavila, nisem dobila odgovora. Teden dni sem bila v bolnišnici, otroček je veliko jokal in zdravnica, ki naj prišla velikokrat pogledati, je rekla, da ga pač boli glava. Za piko na i naj dodam, da tega stranskega učinka ni zavedenega med stranskimi učinki cepiv za to leto, zato ker je bila na odpustnici navedena čist druga diagnoza. Kljub temu, da je med stranskimi učinki cepiv na navodilih naveden tudi meningitis. In otroka takrat nihče več ne cepi, razen nekoga, pač enega medicinca, ki je predlagal cepljenje pod nadzorom. To pomeni, da otrok po cepljenju ostane še nekaj ur v bolnišnici, zraven pa ima aparate za oživljanje. A se komu to zdi etično? Cepiti za vsako ceno, to za celo življenje. Zdravnica, ki je takrat cepila otroka, meni, da je bila to reakcija na cepivo. A je to ni oviralo pri želji, da ne bi cepila še drugih mojih otrok? Kljub temu, da mi ne ona, ne nihče ne more zagotoviti, da se tem otrokom ne bi zgodilo kaj podobnega. Huda reakcija pri sorojencu ni razlog za opustitev cepljenja. Še enkrat se sprašujem, ali je to etično, če je možno, da bo neko cepivo povzročilo kakšne hude stranske učinke, če je minimalna možnost, da sploh ne bi smelo uporabiti. Nikoli. In vse tisto zaupanje in spoštovanje, ki ne bi vladalo v odnosu med pediatrom in starši, je pri nas izpuhtelo. In zdravnica, ki je ob vprašanju, ki sem ga zastavila zaradi razjasnitve dvomov o cepljenju, se je vedno postavila v obrambni položaj. Tudi naših hudih izkušenj kljub. In nas po drugem otroku vseeno prijavlja. Tega trenutka, tega smrtnega strahu, ki sem jih doživljala, ko je moj prvi otrok dobil meningitis, ne bom nikoli pozabila. Takrat sem se celo bala imeti še enega otroka, ker nisem vedela, da bom zdržala še enkrat takšno moro, kot sem jo prvič. Starši, ki smo se zaradi stranskih učinkov cepljenja znašli v položaju, ko ta poseg ne verjamemo več, se moram boriti kot levi, da svoje otroke obvarujemo pred nadaljnjim cepljenjem. V to preučevanje področja cepiv sem vložila veliko časa in energije v zadnjih 10 letih. Prebrala sem ogromno člankov, strokovne literature in v ta poseg ne verjamem, a ga nikomur ne odrekam. Želim si le, da si država ne lasti pravice do odločanja o posegih v moje telo in v telesa mojih otrok. Na lastni koži preverjeno dejstvo je, da nihče na svetu nima tako rad mojih otrok kot jaz in njihov oče. Še najmanj zdravnik, ki za plačilo le opravlja svoje delo. Hvala. Tjaša, ki je bila prej z nami, je napisala pesem in mi je dovolila, da ji posodim glas. Kakšna moč, ko se postavim na svoje noge, stojim na svojih nogah. Kakšna moč, ko rečem ne, tega si ne želim. Ja, to je moje telo in to je moja odgovornost. Kakšna moč, ko se odločim za iskrenost, teh zdravil ne bom jemala. Aha, a potem odklanjate terapijo? Ja. Kakšna moč, ko se zavem svoje vrednosti, nikomor se ne pustim več teptati. Kakšna moč, ko se za svojega otroka odločim plavati proti toku. Kakšna moč, ko zaupam naravi svojemu telesu, da naredi vse, kot je prav. Kakšna moč je ta neuničljiva ljubezen. Pesem Tjaše Korelc. Vse bolj in bolj se odmikamo od starega rekla medicine, da je bolje preprečevati, kakor pa zdraviti. Danes je bolezen tisto, kar šteje, oklepajo denarce, ne pa zdravje. Kje so že časi tradicionalne kitajske medicine, ko je bil vaški zdravnik plačan po številu zdravih ljudi v svojem okolišu, ne pa po številu obolelih? Danes nimamo več hiš zdravja, pač pa bolnice, ne vodijo jih več zdravniki, pač pa menedžerji, ki budno pazijo, da so postelje nenehno polno zasedene.
Delujejo pravzaprav kot direktorji hotelov. Ležalna doba v bolnicah je odmerjena glede na priliv ležečih. Če je pritisk pacientov prevelik, se ležalna doba skrajša, ob manjšem prilivu pa lahko bolniki dlje časa poležavajo. Skratka, zgleda, kot da zdravstveni sistem deluje na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja. Temu primerno je zapostavljena preventiva, ki je preostala zgolj v mitu o cepivih. Med zdravnika in bolnika se je navlekla silna tehnološka oprema, zaradi katere sta izgubila bistveni medsebojni človeški stik. Danes povprečen zdravnik, specializiran po pravilih stroke, ni več sposoben celovite diagnostike, ker to parcialno po posameznih parametrih opravlja zapletena elektronika. Stari dobri družinski zdravnik izumira, z njim pa izumira tudi celovita psihosocialna obravnava posameznih bolnikov. Ob tem se pozablja, da ni vsak človek pacient, pač pa je vsak pacient predvsem človek. Ubogi sodobni človek izgubo osebnega stika s svojim zdravnikom poskuša nadomestiti z mitom o čudežni tabletki. Odmaknjeni medicine man v beli halji je sedaj nadomeščen z medicino, zapakirano v škatlico ali v ampulo cepiv, ki nosi ime farmacevtske korporacije. Zdravila vse bolj pridobivajo značaj amuleta, ki odvrača vse zlo. S tem pa znanost in magija postajata vse bolj očitni dvojčici, kar sta po svojem izvoru od nekdaj tudi bili. Anton Komat našteva kar nekaj bistvenih številk, ki v resnici v tem trenutku morda niso tako zelo pomembne, ampak omenja še nekaj. Kljub vsemu pa je pritisk na zdravnike strahovit in zato je prvi izziv, ki čaka medicino, da razdre incestoidno zvezo s farmacijo. Medicina je v zadnjih 40 letih v svojih znanstvenih spoznanjih le malo napredovala, vse bolj pa se je večal razkorak med učinkovitostjo zdravljenja in rastočimi stroški zdravljenja. Govori tudi o lažeh, da večino denarja vlaga medicina v raziskave, čeprav ga, verjetno se strinjate, večino v trženje. Zdravnikom je lahko izdatno formalno in moralno pomoč Helsinška deklaracija, ki pravi: zdravje mojega bolnika naj bo moja najpomembnejša naloga. Medicina torej nujno potrebuje najširšo družbeno pomoč, vašo, da se izvleče iz pasti in si pridobi nujno potrebno avtonomijo ter sistem povrne svoje izvorno poslanstvo. Bolje preprečevati kot zdraviti. Anton Komat. Neja Zupan. Lep pozdrav. Me veseli, da se nas je toliko zbrali, ki damo nekaj na naravno zdravljenje. Jaz sem imela operacijo in pred operacijo me je zdravnica, anesteziologinja opozorila na vse stranske učinke, dobila sem celotno knjižico, kaj se mi lahko zgodi, ona je opisala in na koncu sem mogla to tudi podpisati, da se strinjam, da grem skozi celotno to proceduro in sprejmem tudi posledice. In na enak način se zavzemam, da bi bilo tudi za cepljenje, da nam staršem povedo točno, kaj vse lahko starše pričaka, ko je otrok cepljen, da se mi sami odločimo in seveda s svojim podpisom se odgovorno odzovemo, ali damo cepiti ali ne damo cepiti. Namreč celotna program cepljenja temelji na zagotavljanju tako imenovanega zdravja za celotno populacijo. Ampak zdravje za celotno populacijo temelji na nerazumevanju in nepoznavanju resnice, ki se skriva zadaj. In ta resnica je bila prikrita že v 19. stoletju. Vsi poznate pasterizacijo. To je od znanega pasterja, ki je odkril, kako mikroorganizmi od odzunaj napadajo človeka, da potem zboli. Njegov sodobnik Bekamp pa je seveda odkril, da samo človek, ki je zdrav, oseba, ki je zdrava, ne zboli. Verjetno ste kdaj že prišli v okolje, kjer je razsajala gripa. Zakaj niso vsi zboleli? Zakaj so nekateri ostali zdravi? Ali pa mogoče
ste se počutili slabo, pa so vsi zdravniški izvidi pokazali, da ste zdravi. In zakaj zbolijo tisti, tudi tisti, ki so cepljeni? Stvar torej ni v cepivih, ki jih vnašamo od zunaj na noter, ampak zdravje prihaja samo od znotraj navzven. In za to zdravje je potrebno skrbeti. In kako naj starši poskrbimo za svoje otroke, prevzamemo odgovornost za svoje otroke, če ne vemo, kaj se vnaša skozi cepiva v naše otroke. Biti zdrav torej pomeni biti živ in vitalen. Tukaj imam eno prispodobo, ki izhaja iz stare indijanske modrosti. Stara indijanska modrost pravi, ko ugotoviš, da jahaš mrtvega konja, je najboljša strategija, da razjahaš. Mi pa poskušamo udejaniti drugačne strategije z mrtvimi konji. Kupimo močnejši bič, zamenjamo jezdeca, rečemo, tako smo vedno jezdili tega konja in ni razloga, da bi spremenili. Spremenimo pravila, ki veljajo za jezdenje mrtvih konj, naredimo raziskavo za izboljšanje jezdenja mrtvega konja, proučimo status mrtvega konja v sodobnem okolju, najamemo strokovnjake, ki raziščejo, kako spodbuditi mrtvega konja, povišamo proračun za promocijo mrtvega konja, razglasimo, da je mrtvi konj boljši, hitrejši, cenejši od živega, z drugimi storitvami pomagamo narediti mrtvega konja hitrejšega, ustanovimo posebno komisijo, ki naj bi našla nove dokaze o uporabnosti mrtvega konja, povečamo pomembnost mrtvega konja. Kako vas to spominja na način cepljenja? Mi smo tamle pripravili demonstracijo Aj Vitalis vadbe. Tamle zadaj vam že mahajo, če bo kdo hotel, koga zanima. Moja sestra Saša, njena najmlajša hči se je rodila s posebnimi potrebami, danes velja za medicinski čudež, zato ker je uporabila energijo za dvig zdravja in sposobnosti otroka. Torej, zato, da se lahko deklica uči in danes je njena hči v normalni osnovni šoli, čeprav je bila diagnoza postavljena, da ne bo ne hodila, ne govorila, skratka ostala bo na nivoju par mesečnega otroka. Torej, moje zavzemanje je, če nekaj ne funkcionira, naredite drugače. In za vas, Aj Vitalis vadba, kdor želi, nas lahko najde tudi na spletni strani bisernica.si. Hvala. Karin Rižnar. Lepo pozdravljeni. Ko ste slišali, sem biologinja. Šla sem čez identično indoktrinacijo, kot grejo študenti medicine, ker sem specializirala iz biokemije in sem verjela v cepljenje. Zakaj sem tukaj? Najprej, kar se je zgodilo, je to, da sem postala mama. Imam 2 otroka in za informacijo vam lahko povem, da sta bila oba cepljena, ker sem bila indoktrinirana in sem verjela, kot večina povprečnih slovenskih staršev, da delam dobro, ko jih dovolim cepiti. Kaj se je zgodilo, da sem pristopila iz enega konca na drugega? Prišla sem do prvih podatkov čisto slučajno, ki so prikazovali cepljenje popolnoma drugačno, kot sem jih poslušala celo življenje. Ker sem po naravi nejeverni Tomaž, sem šla zadevo preverjati in kar sem našla, je bilo še bolj, bom rekla, vznemirljivo. In končala sem v medicinski knjižnici in sem 3 leta študirala na 1000
tisoče strani medicinske literature o cepljenju. Potem, kako naj temu rečem, je sledil en tak zelo osebni boj, ker sem si morala priznati, da sem bila zelo nevedna, da sem delala napake, da sem svojim otrokom škodo naredila. Dejansko je zelo težko to sprejeti, ampak po tolikih letih poglobljenega študiranja je bilo to edini, bom rekla, zaključek, ki sem ga lahko naredila, ki je bil razumni. No in to je botrovalo moji veliki spremembi tudi v profesionalnem življenju, kjer sem šla in sem zdaj zamenjati poklic in sem zdaj pač ukvarjam z zdravilstvom in poskušam čim bolj pomagati tistim, ki imajo posledice po cepljenju. Kaj vse sem našla? Kot prvo, že sam koncept cepljenja je po mojem mnenju popolnoma zgrešen. V najbolj rosnih letih otrokom s cepljenjem dejansko sporočamo, da njihov imunski sistem ni zadosti dober za to, da se branijo, ampak da morajo dobiti od zunaj pomoč, kar pomeni, da jim sporočamo, da so dejansko popolnoma, kako naj temu rečem, nemočni. Na ta način jih pohabimo in vzgajamo nemočne ljudi, ki se jih lahko drži v strahu in se zna z njimi manipulirati. Problematika cepljenja je še druge, seveda, ne samo filozofski problem. Seveda je kot prvo, kar vsi veste, da je cepljenje sveta krava medicine, da se o njem ne razpravlja, da se govori samo to, da je pač učinkovito in varno in pika, kar je seveda zelo problematično, ker nobena stvar ni tako čisto črno-bela. Medicina je v službi farmacevtske industrije od začetkov 20. stoletja in farmacevtska industrija ima edini vpliv na izobraževanje bodočih zdravnikov in teh, ki jih že delajo. Morate vedeti, da so cepljenja milijardni posel. Nobene neodvisne kontrole ni nad študijami varnosti in učinkovitosti cepiv. Te študije delajo proizvajalci sami. Študije so zastavljene tako, da dobijo rezultate, ki kažejo na varnost in učinkovitost cepiv. V takih pogojih ne moremo imeti objektivnih informacij in se odločati na podlagi njih. S cepljenjem v resnici ne rešujemo življenj. Nobenih znanstvenih dokazov ni, da množičnemu cepljenju lahko pripišemo izginjanje katerekoli nalezljive bolezni do zdaj. Obratno, veliko dokazov obstaja, in to statističnih, da je smrtnost in obolevnost za nalezljivimi boleznimi padla pred kakršnokoli uvedbo cepljenja za več kot 90%. Se pravi, cepljenje ne rešuje življenj. Cepljenje definitivno jemlje življenja in pohablja ljudi. S cepljenjem vnašamo v otroke množico strupenih snovi in posledice so hude in mnogovrstne. Lahko jih nekaj naštejem. To je seveda smrt, to so možganske poškodbe, to so poškodbe živčevja, multipla skleroza, napadi krčev, paraliza, epilepsija, sindrom kronične utrujenosti, artritisi, resne krvne okvare, rakava obolenja, imunske okvare, alergije, avtoimunske bolezni in še in še in še. Postavlja se nam vprašanje,
kako lahko ubrizgavanje strupenih snovi kakorkoli izboljša zdravje otroku. Otroci so v prvih 2 letih skrajno ranljivi. Kot prvo, krvno-možganska bariera se jim še ne vzpostavi. Zato lahko v možgane pride bistveno več, kot bi, če bi bili starejši. Kot drugo, živčevje je nezaščiteno z mielinsko ovojnico, kar pomeni, da je popolnoma odprto za karkoli se lahko zgodi. Kot tretje, imunski sistem je praktično nerazvit, ker se še vedno zelo dosti zanaša na to, kar je dobil od mame in to še dolg časa. Prvi 2 leti so ključni. Kot tretje, jetra so nerazvita in še ne morejo razstrupljati tako kot večji otroci ali odrasli. In kot peto, tudi ledvice so zelo nezrele in zaradi tega ne filtrirajo zelo dobro. In to pomeni, da so otroci skrajno ranljivi. Kdo pri zdravi pameti bi ubrizgaval v otroke v tej rosni mladosti strupene snovi, ki so problematične v nanogramih? Kdo, vas vprašam? Ali je dvom staršev v uradna priporočila le nevarna moda, se pravi naš strmastih staršev, in družbena anomalija, kot poskušajo prikazati? Zdravstvo obstaja zaradi nas in mora biti v službi ljudi. Nikakor ni na mestu, da preganja in ustrahuje ljudi, ker ne sprejemajo njihovih nevarnih medicinskih posegov, kot je cepljenje. Celoten sistem obveznega cepljenja je neprimeren in na dolgi rok škodljiv za celo družbo. In mislim, da je skrajni čas za spremembe. Hvala lepa. Nagovor človeka, ki je več ali manj glavna sila današnjega shoda, član mednarodnega odbora za svobodno odločanje v jugovzhodni Evropi, ki pripravlja današnje shode, kot smo slišali, po vseh državah Balkana in okolice. Predsednik Društva za svobodo odločanja in prvi obraz svobodnega odločanja, Primož Verbič. Hvala vsem, ki ste danes si vzeli čas, prišli na Prešernov trg in izrazili voljo, željo, da spremenimo nekaj, kar bi moglo že zdavnaj biti spremenjeno. Obvezno cepljenje bi morali ukiniti takoj. Zakaj čakamo toliko časa? Koliko otrok bo moralo biti še poškodovano? Koliko otrok bo moralo še umreti? Koliko staršev se bo moralo odrekati osnovnim vrednotam in pravici do zdravega načina življenja? S tem mislim predvsem starše poškodovanih otrok, ki danes ne samo, da niso priznani, nevidni so, potisnjeni so v senco, zlorabljeni so, ker jim država ne priznava tega, kar je pravzaprav sama povzročila. Danes potekajo protesti ne samo v Ljubljani, v Sloveniji, temveč po skoraj vseh državah jugovzhodne Evrope, Balkana, bivše Jugoslavije, kateri del smo bili včasih tudi mi. Ni brez razloga. Današnji protest v jugovzhodni Evropi ima sporočilo. Ne ukinajte nam naših pravic, tistih pravic, ki bi jih morali spoštovati. Na prvem mestu svoboda odločanja glede lastnega telesa in telesa naših otrok.
Mi nismo proti cepljenju. Kdor nas označuje in užigosa kot marginalno skupino norih staršev, ki ne vedo, kaj govorijo, kdor nam vzema pravice, osnovne človekove pravice in pravico do govora, tisti naj se zaveda, da tega ne bomo več trpeli naprej. V katerih državah je cepljenje obvezno? V državah, kjer je še do nedavnega prevladoval represivni sistem. Represivni sistem, ki je ljudem odrekal osnovne človekove pravice. Tudi v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije obvezno cepljenje ljudem odreka pravico do svobodnega odločanja. Vse, kar si želimo, je pravica, ki nam je zagotovljena z ustavo in mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah. Kar si želimo, je pravica, ki bi morala biti nam omogočena že zdaj, pa ni. Kdaj bomo vendarle zaživeli v državi, kjer vlada svoboda, kjer se spoštuje demokracija in kjer se spoštuje in omogoča možnost odločanja? Ali, če vprašam tiste, ki nam narekujejo obvezno cepljenje in Bog ne daj v prihodnosti še kakšne druge obveze, s katerim nam bodo odvzeli tiste pravice, ki so danes samoumevne. Zakaj je poseg, s katerim naj bi reševali življenja, obvezen oziroma prisilen? Zakaj nam vsiljujejo nekaj, kar je splošno javno dobro, kot obvezno in prisilno? Je to prav? Ni. Ne slišim vas. Je prav? Ne slišim vas dovolj. Je prav? Zakaj zatajiti naravo in namesto nje se zateči k nečem umetnem? Zakaj nimamo pravice odločiti v sebi in v naših otrocih? So otroci mar lastnina države? Farmacije? Medicine? Otroci so naša največja vrednota. In najjasno povemo vsem tistim, ki nam odrekajo te pravice, ne damo jih. Moj otrok je moja odgovornost. Naši otroci niso last države. Hočemo svobodo odločanja. Ne bomo vam dovolili, da nam uničujete naše otroke. Ne bomo dovolili, da uničujete našo prihodnost. In še eno sporočilo imam za tiste, ki sprašujejo, kdaj boste odnehali, koliko časa boste še to počeli. Naj jim odgovorim zelo kratkim odgovorom. Ne bomo odnehali! Dokler nam ne zagotovite pravice do svobode odločanja. Ne bomo odnehali. Hvala.
naj še to povem, veseli me, da vas vidim tu, veseli me, da ste se udeležili tega shoda in da ste izrazili to, česar do zdaj nismo imeli možnosti, zato ker smo neslišni, zato ker smo nevidni, zato ker smo marginalizirani v državi, ki trdi, da spoštuje človekove pravice. Pa jih res spoštuje. Smo res svobodni. Bomo to pustili še naprej. Prosim, glasneje. Ne bomo pustili. Ne bomo se več pustili tlačiti. V državi, kjer vlada navitezna demokracija in ki taji naše pravice in povzroča trpljenje našim najdragocenejšim, našim otrokom, ne bomo več pustili in ne bomo se ustavili. Hvala.